Torej, na današnji seji Odbora za obrambo smo obravnavali točko dnevnega reda Slovenija kot tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Hibridno vojskovanje ni nekaj novega, pojavlja se že dlje časa pod seveda različnimi imeni, gre pa za neko nekonvencionalno bojevanje, ki vključuje tako ekonomsko bojevanje, kibernetsko bojevanje, tudi propagandno in tako naprej. Skratka, Slovenija smo dobili danes potrditev, da je tarča ruskega hibridnega vojskovanja. Sicer to vojskovanje hibridno vključuje več elementov, Slovenija ni tarča strani vseh elementov. Najbolj je zaznati, da smo tarča strani propagande, strani neke medijske vojne. Vemo, da je v slovenskih medijih zaslediti veliko proruskih in kontraameriških stališč, predvsem v primeru krize v Siriji in Iraku in pa krize v Ukrajini. Dobili smo tudi potrditev, da so tukaj aktivne ruske obveščevalne službe in da targetirajo tudi nekatere slovenske novinarje, ki jim ob tem asistirajo. Prav tako je pričakovati, da se bo v prihodnosti še pred obiskom ruskega predsednika Putina v Sloveniji pojavil nov medij, nova spletna stran, nov portal, novice v ruščini, v slovenskem jeziku, ruske novice, ki bodo služile predvsem propagandi in temu, da se nekako ruska stran skuša nekako vnesti neko mnenje zopet prorusko v slovenski medijski prostor. Prav tako smo tarča kot država, predvsem članica Evropske unije in Zveze NATO. Rusija tukaj poskuša preko nas priti do teh inštitucij, kako te inštitucije razmišljajo, kakšna so stališča. Pojavlja pa se seveda bolj intenzivno to hibridno vojskovanje po našem članstvu v Evropski uniji in Zvezi NATO.